Delo je torej steklo. Prvi v vrsti grafičnih poklicev je že pred nami, to je strojni stavec. Pri nas uporabljajo večinoma linotype stroje. Strojni stavec z udarjanjem na tipke sproži matrice črk, ki se zbirajo v vrste. Ko je vrsta postavljena, jo odlije v svinec. Spretni prsti, natančnost in vestnost omogočajo strojnemu stavcu postaviti v eni uri od 6 do 12 tisoč črk. Odlitih vrst se mu je že kar nabralo. Odtiskovalec jih bo odtisnil na papir. Odtisnjeni stavek popravi korektor. Zelo dobro mora poznati pravopis, spremljati mora razvoj jezika in njegove posebnosti ter obvladati korekturna znamenja. Če je strojnemu stavcu padla v vrsto napačna črka in jo je spregledal še korektor, pa je tisto, čemur pravimo tiskarski škrat, že tu. Tiskovno zahtevnejša dela, kot so slovarji, leksikoni, matematični obrazci in formule, stavijo posebni strojni stavci na monotype strojih, kjer so vrste sestavljene iz posameznih črk in ne zlite kot pri linotypu. Z udarjanjem na tipke stavec luknja papirnati trak, leta pa kasneje v avtomatičnem stroju vliva posamezne črke. Spet drug način stavljanja strojnega stavka je tak, da na posebnem pisalnem stroju, perforatorju, luknjajo trak, s pomočjo katerega kasneje avtomatični stavni stroj sam odliva vrste. Res v naših tiskarnah postavijo vedno več stavka strojni stavci, vendar ima ročni stavec kljub temu vedno dovolj dela. Črke in druge tiskarske znake jemlje iz omaric, ki imajo na poseben način urejene predalčke. Za to delo so potrebni spretni prsti in dober vid. Ker dela stoje, mora imeti zdrave noge. Ročni stavec je dal delu dokončno podobo. Tako pripravljen material prevzame tiskarski strojnik. Postopek tiskanja knjig imenujejo v grafični industriji visoki tisk. Tiskarski strojnik dela navadno na enem, včasih na 2 ali celo na 3 strojih. Zaradi velike hitrosti teka tiskarskih strojev sta potrebni velika koncentracija in prisebnost, ker že najmanjša nepazljivost lahko povzroči nesrečo ali veliko škodo. Potiskani papir nadaljuje svojo pot v knjigoveznico. Predno bo dobila knjiga svojo dokončno obliko, mora še skozi več strojev in dosti parov pridnih in spretnih rok. Rezalec upravlja rezalni stroj in prereže papir tako, da bo zgibalni stroj, ki je takoj za njim na vrsti, papir nekajkrat preganil do velikosti, ki je določena za knjigo. Zgibalka, ki skrbi za nemoten potek dela na zgibalnem stroju, pazi, da so strani pravilno preganjene in sproti zlaga material. Na vrsti je šivanje knjig. Šivalka na posebnem stroju šiva hrbte. Še ni dolgo tega, kar je vsa ta dela opravljal en sam človek s širokim nazivom poklica knjigovez. Različne knjige in revije ali brošure imajo tudi različne vezave, hrbti nekaterih so lepljeni, nekaterih sešiti ali speti. Ne glede na vrsto vezave, pa se vsa tiskana dela stekajo k obrezovalcu. Izdelava trdih platnic za knjige in vstavljanje knjig v platnice je v naših tiskarnah ročna, medtem ko marsikje v svetu uporabljajo za to avtomatične ali polavtomatične stroje. Ti stroji so dragi in se izplačajo le pri velikih nakladah. Knjiga, ki smo izsledili, že dobiva svojo dokončno podobo. Odšla bo v knjigarne, od tam v knjižnice in šole ali na police knjižnih omar, odtod pa v roke bralcev in tako bo izpolnila svoje poslanstvo. Kakor slike se tudi črke prelijejo z papirja najprej v kovino, da bi potlej spet odtisnjene na papirju prišle ljudem v roke kot časopis. V stavnih strojih brizga vrev svinec v majhne modelčke črk. Modelčki so zbrani v vrstice. Zbral jih je stavec, ko je pritiskal na tipke in s tem odpiral predalčke, v katerih so modelčki spravljeni. Tako se spremenijo v kovino črke in slike.
Takale časopisna stran v Kovini ima svojih 50 kg. Seveda jo je treba najprej sestaviti. To napravi ročni stavec. Ročni zato, ker za razliko od strojnega stavca ne sedi za strojem, ampak mora velike črke za naslove z roko zbrati v vrstice, drugič pa zato, ker mora biti presneto ročen, kadar se mudi. Kakor je določil oblikovalec, tako se stavi stavec kovinske vrstice in klišeje kovinske slike v časopisno stran. Tu stavnici ima sobotno delo dobro tono. Stran je zmerom enako široka in enako visoka, ali ne? To pomeni, da je treba včasih kak članek skrajšati, če je predolg. To napravi urednik, ki ga stavec pokliče na pomoč. Kaj pa, če je članek prekratek, takrat opravi stavec sam. Zdaj stran odtisnejo na list papirja. To je rojstni list tiskarskega škrata. Kajti ta list preberejo korektori, lovci na tiskarske napake. Kovinska stran gre v stiskalnico, kjer položijo na njo nekakšno lepenkasto reč, ki se imenuje matrica. Stiskalnica s pritiskom več ton pritisne to lepenko na kovinsko stran, da se v mehko matrico globoko vtisne lep odtis strani. Ta matrica, ta lepenkasta reč pa je gibka in upogljiva in v tem je njen pomen. Tiskarski stroj tiska namreč z okroglimi vali. Vali so umočeni z barvo in se vrtijo, med njimi teče papir in odtis tega, kar je na valju, ostane na papirju. Ampak kovinske strani s črkami in klišeji in naslovi ni mogoče upogniti okrog valja. Lepenkasto matrico, v kateri je odtis strani, pa lahko upogne vsak otrok. Seveda je ne upognejo okrog tiskarskega valja, ampak jo dajo v poseben stroj, upognjeno kot val in vlijejo svinec vanjo. Tako se je ravna kovinska časopisna stran spremenila v upognjeno, pripravljeno za tisk. Nazadnje se vse strani časopisa znajdejo v ogromnem tiskarskem stroju, ulite v kovino, upognjene okrog velikih valjev. Pripravljeni so vali z barvo, pripravljeni neskončno dolgi ogromni zvitki papirja, ki bo stroj potiskal, potem pa sam razrezal in zložil v časopise. Zdaj zabobni ogromni stroj in začne bruhati po več 10 000 izvodov časopisov na uro. Stavec z ukazi določi vse značilnosti strani knjige, kot so dolžina vrste, velikost in vrsto črk, poudarke in razmik med vrsticami. Rokopis, opremljen z ukazi, stavec na vhodni enoti prenese na pomnilnik fotostavnega sistema. Nadaljnji postopek krmili računalnik, ki glede na ukaze osvetli fotografski material. Iz teksta in slik na filmu ali fotopapirju stavec oblikuje strani po zakonitostih grafičnega oblikovanja. Sistem elektronske montaže daje ogromne možnosti. Ukopiranje, montaža in retuša se spremeni v delo s podatki v računalniku, ki od prejema diapozitivov in osnutkov do izdelave barvnih izvlečkov cele strani ne zahteva nobenih vmesnih stopenj in dodatnega materiala. V tisku ne tiskajo vsako stran posebej. Zato že oblikovane strani nalepi montažer po razporeditvenem in montažnem načrtu na prosojno folijo. Kopist s pomočjo tako izdelane montaže napravi tiskovno formo. Montažo položi na za svetlobo občutljivo ploščo. Na odmerilcu časa določi čas osvetlitve in nato sproži potek osvetljevanja. Osvetljeno ploščo razvijajo v razvijalnem stroju in jo na koncu postopka kontrolirajo ter po potrebi korigirajo. Izdelana tiskovna forma prispe v oddelek tiska. Tu jo tiskar vpne v tiskarski stroj. Njegovo delo je sedaj uravnava in nastavitev osnovnih mehanizmov na stroju, kot so vlagalni in izlagalni mehanizem, barvni sistem, vlažilni sistem, iztis in tako dalje. V oddelku tiska ne tiskajo samo knjige, marveč tudi časopise, prospekte, revije in obrazce. Za tisk različnih tiskovin uporabljajo različne stroje, različne tehnike tiska in različne tehnološke postopke. Včasih je trajalo dolge ure, da je iz fotografije nastal kliše in iz njega slika v časopisu. Moderni stroji opravijo to v nekaj minutah. Ste že kdaj natančno in odblizu pogledali sliko v časopisu? No, le poglejte jo kdaj. Videli boste, da je sestavljena iz neštetih drobnih pik.
Kjer so pike gostejše, je slika temnejša, kjer so bolj redke, je svetlejša, kjer je slika čisto črna, pa pik ne ločite več druga od druge. Tako na gosto so. Te pike delajo ljudje v klišarni. Za sončen, svetu obraz manj pik, za črn, mračen obraz več pik. Ampak klišarjem je to vseeno. Ne računajo na pike, ampak na minute. S kemičnimi postopki prenesejo navadno papirno fotografijo na kovinsko ploščico, na kliše, no se že veste, pike. Delo je podobno fotografskemu. Tudi tu je treba fiksirati, spirati, sušiti. Samo rezultat je drugačen. Ko so gotovi, je slika na pločevini. Slikovni del knjige reproducira fotograf v oddelku reprodukcijske fotografije. Na kameri nastavi zaželjeno velikost in izdela, glede na tehniko tiska, na fotografski material take negative ali diapozitive, ki zagotavljajo v tisku verno ponazoritev originala. V to skupino spada tudi retušer, ki z ročnim ali fotomehanskim načinom usklajuje barvne vrednosti, dodaja ali odvzema posamezne elemente slike na filmu in kompletira večbarvne strani. Grafični tehnik 5. stopnje, ki ima tudi možnost nadaljevanja študija na 6. ali 7. stopnji višje grafične šole, upravlja z elektronskimi napravami imenovanimi skenerji, na katerih reproducira večbarvne fotografije ali diapozitive. Na barvnem ekranu kontrolira kvaliteto barvnih izvlečkov in izvaja barvno in tonsko korekturo. Tiskovne pole, ki so namenjene izdelavi embalaže, dodelajo v kartonaži. Kartonažer izdela s pomočjo elektronsko krmiljenih naprav izsekovalno ploščo, v katero nato vstavi primerno oblikovane izsekovalne, žlebilne in perforirne linije. Tako je izdelana izsekovalna forma. To vstavijo v izsekovalni stroj, kjer iz tiskovne pole izsekajo prireze škatelj. V lepilnem stroju prireze zgibajo in zlepijo in je s tem škatla pripravljena za naročnika. Danes je delo grafičarja z uvedbo elektronsko krmiljenih strojev olajšano, obenem pa tudi strokovno zahtevnejše. Za opravljanje takih del potrebuje grafična industrija ustrezno izobražen kader. Najuspešnejši med njimi pa nadaljujejo študij na 6. in 7. zahtevnostni stopnji za grafičnega inženirja ali diplomiranega inženirja grafične tehnologije. Zato lahko zlahka trdimo, da je grafični poklic zanimiv in lep.